Lepo pozdravljeni. Ko se v našem življenju nekaj konča, bodi si zaradi smrti ali izgubi partnerske veze, morda smo izgubili službo, takrat se srečamo s težko življenjsko preizkušnjo. Izgubo lahko povežemo tudi z nami samimi, s tistimi deli, ki smo jih bodisi pozabili ali zanemarili. O izgubi kot življenjski izkušnji se bova pogovarjali z Rožano Grdina iz Akademije za psihosintezo. Rožana, lepo pozdravljena. Enako pozdravljeni. Zakaj je izguba tako pomembna na naši življenjski poti? Zato, ker je izguba možnost za spremembo, možnost za rast, možnost za srečanje enih delov sebe, ki jih sicer nikoli ne bi srečali. Je pa res, da ni izguba vedno prijetna, pa tudi ne vedno koristna. Tako da so izgube, ki prinašajo, in so izgube tudi, ki odnašajo oziroma prinašajo preveč bolečine. Rožana, zanimivo je tudi dejstvo, da se z izgubo soočamo tudi, ko se nekako oziramo vase. Ta del mi je še posebej zanimiv. To se pravi s tistimi deli, ki smo jih pozabili, zanemarili pri sebi. Ja, recimo, jaz bi rekla tako, da se izgube začnejo že kar zgodaj v otroštvu. Zadnjič sem imela eno delavnico z otroki, kot primer, pa tudi sebe, če se spominjam kot otroka, da je ena taka izguba enega upanja se je zgodila tam pri 9-10 letih. Naprimer, kot otrok nekako, ko se sreča z realnostjo in izgublja tisto svoj notranji domišljijski svet, v katerega je verjel, naprimer. Ali pa tudi nek svet, ki ni zgolj domišljijski, je njegov, je njemu lasten, recimo. Ne? Se pravi, da že takrat so lahko prve izgube, lahko so že prej, svoje so tudi že prej. In tudi otrok, ko izgubi igračko, je lahko razočaran, ker je izgubil, pa je ne najde. Ampak počasi potem, skozi življenje se srečamo z kar nekaj takšnimi izgubami. Se pa izgubami, ki na nek način nas ozavestijo o tem, da smo izgubili dele sebe, da smo izgubili neke svoje želje, neke svoje upanja, neke svoje pričakovanja, pogosto pri ženskah zelo močna notranja hrepenenja. Počasi potem skozi življenje pa pride čas, ko se s temi izgubami srečamo na nek način. Ko pa se kasneje srečamo v življenju s temi svojimi izgubami, kakšen je proces? Je potrebno žalovati tudi za temi izgubami iz otroštva? Absolutno je potrebno žalovati. Seveda, žalovanje je odvisno od izgube, se pravi, za eno majhno zadevo je lahko minutka dovolj včasih. Jaz mislim, da nas življenje v nekem trenutku pripelje do ene faze, do ene stiske, do enih izzivov, ko preprosto je znotraj nas, v našem psihološkem prostoru gneča. Gneča, ker vsaka izguba v življenju pomeni, da prisilimo sebe delovati na drugačen način, da lahko preživimo to izgubo. In ko še ne znamo z izgubo pravilno ravnati ali pa se z njo pravilno zmeniti, odžalovati, seveda pomeni, da rajško, da to naredimo, ustvarimo nek nov način delovanja, nek nov mehanizem. In zdaj, če je teh veliko skozi življenje, počasi postanemo nekdo drug in ne to, kar smo v svojem bistvu. In se pravi, v nekem trenutku teh mehanizmov je malo morje, počutimo se odtojeni od sebe, čutimo tudi, da človek čuti, da je v njemu veliko nečesa, kar je izgubil na svoji poti, pa niti več ne ve kaj. To gre v pozabo, gre v nezavedno. In jaz mislim, čisti svojega življenja ven, pa je življenje ljudi, s katerimi delam v skupini kot posamezniki, da pride čas, ko je potrebno iti nazaj, ko je potrebno v psihološki naravi, v psihološki pokrajini, kjer časa ni tako, kot ga poznamo v realnem življenju, iti nazaj in pogledati, kaj sem izgubila ali pa kaj sem izgubil na svoji poti in videti, kakšno resonanco to še ima danes, v tem trenutku z menoj. Je potrebno žalovanje, ni potrebno, se je potrebno zmeniti s seboj, mogoče s kakšno osebo iz bližnjega življenja, ampak potrebno je srečanje s to izgubo. Velikokrat se namreč posvečamo tem zunanjim izgubam, tudi v uvodniku jih omenjam, partnerska veza, služba. Vse premalokrat se pa posvečamo tem nekim notranjim izgubam, ki morda zaznamujejo tudi našo partnersko vezo, tudi našo poslovno okolje in posledično neobžalovana izguba lahko vodi recimo tudi do razpada veze.
Je tukaj kakšna povezava? Je povezava, jaz mislim, da je. Naprimer, prva zaljubljenost, nesrečna zaljubljenost, ne, je izguba. In veliko žensk je svoje srce po tisti mogoče taki dramatični izgubi ali pa nesrečni izgubi ali pa nikoli uslišani ljubezni, zaprlo svoje srce. Zaprlo srce za bližino drugega moškega. Se pravi, ker to pomeni, jaz odprem svoje srce, vendar med drugi ne bom uslišana, se pravi, ne bom odpirala. Se pravi, grem v zvezo, vendar ženska gre v zvezo, pa mislim, da tudi moški, vendar z neko rezervo, z neko bolečino iz pretekle izgube, ki jo ne želi, ni jo še ozavestil, ni jo zares mogoče prebolel ali pa mogoče zelo pogojuje njegovo življenje. In jaz mislim, da veliko partnerskih zvez ne doseže mogoče ene globine, ki bi sicer lahko prav zaradi takih izgub v preteklosti. Ko že omenjava moške in ženske, ali opažate, da prvi in drugi doživljajo kako drugače izgube? Ali gre recimo za neke vzorce iz otroštva, ki nas vse podobno zaznamujejo? Drugače doživljamo izgube, vsaj to so moje opažanja. Mislim pa, da tukaj kot družba pa preveč, na nek način preveč zavzemamo nek način delovanja, ki je predvsem moški. Pa ne mislim samo na moški spol, ampak kot moški način, zelo racionalni, zelo hiter. Ja? Se pravi, izguba, v redu, izgubil sem službo, izgubil sem partnerja, izgubil sem bližnjega, v redu, vse to je sestavni del življenja, zakaj bi tukaj preveč časa izgubljali s tem, dajmo iti naprej. To je tipično nekako bolj podobno moškemu načinu, racionalnemu, logičnemu. Vendar izguba pa zahteva en proces. In ženski način soočanja z izgubo, tisti pristni ženski način ali ženskega arhetipa tudi, je proces. Ženske se po svoji naravi v bistvu lahko srečujejo z izgubo na drugačen način. Se pravi, da dajo prostor tej izgubi. Ne iščejo racionalnih razlogov, zakaj. Tudi, jih najdemo, v redu so, to je sestavni del življenja. Dve stvari v življenju vemo, da se zgodijo, rojstvo in smrt. To je dejansko en tak racionalni način. Vendar še vedno smrt je bila, kakršnega koli tipa, se pravi, ali osebe, ali službe, ali česarkoli. In temu je potrebno dati prostor, da se naša psihološka natura, naša psiha, naše nezavedno privaja na nov način. Da se srečuje s tem, da tega več ni, da pač se izjočemo, da odžalujemo na svoj način sebi, karakterju primernem. Tako da tukaj so razlike, vendar tudi ženske počasi zavzemamo zaradi tega nastavka v družbi hitenja, neverjetnega hitenja, posegamo po takem bolj racionalnem načinu soočanja z izgubo, ki pa zataji našo pristno naravo, ki bi se sicer srečali drugače z njo. Sicer omenjate bolj tempo, to se pravi hitro ali počasi. Kako pa se primerno srečati izgubo? Ali so razlike, recimo, če je to izguba osebe ali izguba službe, ali gre bolj za neki naš odnos do tega in posledično globino doživljanja izgube? Mislim, da gre za naš odnos do tega in posledično tudi pol globino izgube. Zdaj tukaj seveda tudi včasih se zgodi tako, da ko se ta izguba zgodi, se nam niti ne zdi, človeku se ne zdi to tako dramatično. Vendar skozi čas, recimo pogosto pri smrti je tako, ko osebe ni več, recimo nenadoma, je toliko stvari, ko človek ima opraviti ob tej izgubi. O organizaciji vsega, vse, kar pride zraven. Tako da praktično prvi teden, dva sploh nima možnosti, da bi se zares srečal s to izgubo, da te osebe več ni, recimo. In šele potem z meseci prihajajo spomini, prihajajo dogodki, tako, predvsem pri nenadni smrti. Drugače je, recimo, ko se človek z osebo poslavlja počasi, skozi mesece se pripravljajo na to, skupaj se pogovarjajo o tem, obujajo spomine še, ko so živi, je čisto drugače. Je pol žalovanja, ampak je bistveno krajše. Tako da je tukaj zelo različno glede na to, kako izguba pride, je hitra, počasna, nenadna, kakšen odnos imamo mi do osebe, do službe. V končni fazi tudi služba. Mogoče prvi hip
smo še pod šokom, sploh se ne zavedamo, kaj se je resnično zgodilo. Ne. Šele s časom prihaja tista žalost, tista mogoče rahla depresija, jeza, vsi občutki povezani s tem. To, o čemer govorite, me spominja na to, ko se udarimo, pa bolečina še ni nekako prišla do naše zavesti in se v nekem delčku sekunde samo zavemo, tole bo pa bolelo. Res je nekaj takega, ja. Ko pa enkrat smo soočeni z izgubo, kaj navadno ljudje naredimo in kaj bi bilo dobro, da bi naredili? Običajno, kaj ljudje naredimo? Zelo različno. Dve skrajnosti se mi zdi sta taki. Eni zelo negirajo čustveno stanje, ki je posledica te izgube, se pravi negacija tega, racionalizacija in odmik od tega, ker je preboleče ali pa se človeku ne zdi primerno, da bi se s tem ukvarjal. Druga skrajnost je pa, da padejo v to žalovanje in iz njega nikoli več ne pridejo. To sta dve skrajnosti. Mislim, tukaj je res sredinska pot tista. Se pravi, da počasi se srečevati s to izgubo, dovoliti čutiti vse, kar ta oseba čuti ob tem. Se pravi, tukaj je mešanica čustvenih stanj, ni samo žalost, je lahko tudi jeza, odvisno kakšna izguba je bila, je lahko seveda jeza, žalost, je lahko sram, je lahko en strah pred prihodnostjo, ne? Vse to, kar ena izguba, ena negotovost, izguba občutka varnosti. Na nek način se velikokrat zamajajo tla pod nogami. Vse prej, kar je bilo, nam je dajalo občutek varnosti, ali je to oseba, ali je služba, ali je partner, kdorkoli, ne? Tega se sedaj več ni. Ne? Se pravi, sami smo. Ne? Se pravi, da tukaj je potrebno si vzeti čas. Ne? Ampak zdaj, seveda tudi čas je pa zelo relativno. Jaz ne bi rekla, da je za vsako osebo primeren, 3 mesece morate žalovati ali pa pol leta. Ne? To je pa odvisno od človeka, od globine, kot smo že prej povedali. Tako da, ampak vsekakor potrebno je se o tem pogovarjati, si ne prikrivati lastnih občutkov. To se mi zdi, da je pri izgubi, vsaj z moje opažanje tako najpomembnejše. Se pravi, da se človek sooči z občutki, ki se prebujajo ob tem. Kakršnikoli to so že in da tem občutkom da prostor. Se pravi, s kolegico ali pa s prijatelji se temu rečemo prosti tek. Dati enim stvarem, ki so v nas, da tečejo. Se pravi, ne to reko življenja sedaj ustaviti znotraj sebe, to je ta psihološka, ne psiha, ne jo ustaviti, dovoliti, da teče in jo opazovati, zgolj opazovati. Včasih ni kaj dosti posebnega za narediti, ne? Ampak zgolj opazovati in biti s temi občutki. Ampak tukaj moram poudariti to, da današnji človek, mi vsi skupaj, si tega ne znamo vzeti. Preprosto smo tako storilnostno naravnani, tako, tu pa je tempo življenja, en tak krivec, čeprav beseda ni glih ta prava, no? Ampak hitro, učinkovitost, storilnost, ne? Da preprosto ta prosti tek izpade ven. In pa čas je tako tempiran, da se nam zdi, veliko osebam se zdi čas, nameniti čas temu prostemu teku škoda, ne? Seveda pa tudi osebne rasti ni zorenja, ni ene modrosti, ki pride z tem zavedanjem, da to potrebujemo. V življenju se srečamo tudi z izgubami drugih. In smo morda posredno ali čisto direktno vpleteni v neko situacijo. Kako najbolj primerno ravnati takrat? Mislite z izgubami, ko drugi ljudje izgubijo? Točno tako je. Ja, jaz vem, da sem v preteklosti, če izhajam iz sebe, bila zelo v zadregi. Predvsem tudi zaradi tega, ker so nekako moja filozofija življenja je bila nekoliko drugačna. Se pravi, izgubo sem vedno nekako poskušala videti v globino. Ne? Dosti ljudi se ustavi na protokolu izgube. Ne? Recimo, meni je bilo zelo vedno zanimivo pogrebi, pa vse to, kar recimo prenese. Tako težko sem razumela. Ampak tudi sem pol ugotovila, da sem imela sama tu težave. Ne? Da tudi jaz se nisem dovolila spustiti v to izgubo drugega. Se pravi, biti del te izgube. Ne? Skozi leta in mogoče izkušnje, predvsem recimo pri izgubi staršev mojih bližnjih, ne? Da sem preprosto, nekako to je moj način, da sem zraven. Ne, da preveč govorim, niti ne, da preveč poskušam dajati talat na svetov, kako, ampak prosto tu sem. Tu sem, se javljam, sem v bližini, nudim pomoč
in podpiram na nek način v tistem, kar sami mislijo, da je zanje tudi dobro, ne, nek čas. Če so pa res to moji bližnji, pa počasi, vseeno, če vidim, da človek se ne premakne z mesta, pa tudi pol se pogovarjamo, povem svoje stališče, ne, skratka, kako mogoče bi bilo dobro ali kaj, če bi kaj koristilo. Seveda pri ljudeh, s katerimi se pa srečujem v svojem profesionalnem življenju, tam pa predvsem dam prostor. Tam tudi dam prostor, kot ustvarimo za osebo ali skupino prostor, znotraj katerega jim prostor za prosti tek te izgube, tisto, kar sem prej govorila. Dejansko, da lahko ljudje govorijo o svoji izgubi, ne da bi se kam modilo, ne da bi se počutili krive, ne da bi jih bilo strah v smislu, ne, ker bom zdaj o tem govoril, ampak da je tak krog zaupanja, da človek lahko spregovori o izgubi in posledično sreča tisti del sebe, ki je bil, ki je živel, ne, s tisto izgubljeno zadevo, ne, ali osebo. Kot ste omenili, določene izgube zahtevajo od nas morda minutko ali dve, so pa take, ki nas posrkajo vase in lahko v izgubi se utapljamo tudi leta in leta. Kako ven iz tega? Sploh, če recimo prepoznamo že pri sebi, da se izgubljamo v izgubi in bi želeli ven iz tega. Jaz se spomnim enkrat ene ženske, ki je izgubila prezgodaj svojega moža. In mislim, da je še 10 let, kot ko sem jaz bila z njo, hranila vso njegovo garderobo. Srajce so bile vse polikane, vse je bilo kot odprla omaro, bilo skratka vse. Absolutno, za moje pojme, ne dobro za njo. Ne. Če bi jaz bila recimo njena prijateljica ali pa nisem bila, ne, tako bi fajn bilo iti k njej, reči, zdaj pa konc. Po 1, 2, 3 letih je pa konc. Dajmo čistilno akcijo. Odstrani stvari, stran. Se pravi, človeku, ki tišči v izgubi, je zelo dobro, da prijatelji, ne nasilno seveda, ampak da mu pomagajo zbrati pogum, tisto voljo, da gre naprej, da naredi korak iz tega močvirja. In tukaj je prijateljstvo zelo dragoceno. Res pomagati, premakniti stvari naprej. Ker to, če človek tišči noter, to pomeni, to niti ne more stati na mestu, ampak v bistvu že gre nazaj, gre v preteklost in to ni dobro. Določenim ljudem postane to kar nek nov način življenja, da so v izgubi, da morda celo jamrajo, da krivijo za izgubo tudi svoje neuspehe. Tako je. To je prav lahko en tak moto, življenjski način, da to je en beg, to je na vrste bega mehanizem, ko obtožuje družbo ali sistem zaradi izgube službe, pa ne poišče drugo recimo, ne. Nikakor ne more sprejeti izgube partnerja, ne, krivi mogoče medicino ali karkoli drugega. Skratka, ja, obtoževanje nečesa in se pravi, to je odmik od bolečine, ki jo je ta izguba prinesla. Srečanje z bolečino bi zagotovo bilo lahko prvi hip težko, bi pa s časom to pripeljalo po moje tudi do ene notranje vedrine. Rožana, pa še za konec. Kakšna taka vzpodbudna misel, to imamo pri nas radi, ljudem, ki so doživeli bodisi v preteklosti ali nedavno kakšno veliko izgubo? Jaz bi rekla, da na to izgubo pogledamo vsi skupaj kot na možnost. Kot na nekaj, kar nas bo pripeljalo do ene globine, do katere sicer ne bi prišli. In da pa vseeno, da poskušamo gojiti v vsakdanjem življenju optimizem. Ker optimizem pomaga pri izgubah. Rožana, z optimističnimi besedami bova tudi zaključili tale najin pogovor. Hvala lepa za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Vam pa tako, kot je rekla Rožana, veliko optimizma ob izgubi in kar tako v vsakdanjem življenju. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.